Včeraj je potekala v Državnem zboru izredna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor na temo, ali ima jedrska energija z izgraditvijo drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem prihodnost. V poslanski skupini SDS smo pri pripravi na to sejo sodelovali z določenimi jedrskimi strokovnjaki, tudi v sodelovanju z njimi pripravili 7 sklepov, 5 zelo vsebinskih, od tega, da se v Sloveniji zagotovijo obnovljivi in pa nizkoogljični viri energije po dostopnih cenah, od tega, da v to delovno skupino, ki je ustanovila vlada, vključijo tudi pripadnike lokalne samouprave in pa lokalnega gospodarstva in na drugi strani tudi Gospodarske zbornice Slovenije in Slovenian Business Cluba. Nažalost so bili vsi sklepi zavrnjeni, na sami seji pa so bili očitki o tem, kako prejšnje vlade niso nič naredile, ta vlada pa je naredila ogromno. Dejstva pa so, da je pod prejšnjo vlado že bil sprejeto energetsko dovoljenje za JEK2 in posamezni prostorski načrti so se že umeščali tako v sami praksi, kot tudi preko poskusov zakonov. Ko je prišla ta vlada, je vse te poskuse prejšnje vlade vrnila nazaj na gen energijo in edina konkretna stvar, ki jo je ta vlada naredila, je imenovanje delovne skupine, kjer pa mislim, da imamo srečo, da ji predseduje nov državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, gospod Levičar, ki prihaja iz Posavja in je jedrski strokovnjak, tako da mi le v njega polagamo upe, da se bo morda kaj konkretnega naredilo. Poslanska skupina SDS kot predlagatelj je predlagala nekih 7, mislim, da svojih sklepov, za katere smo v razpravi ugotovili, seveda v vrstah koalicijskih poslanskih skupin, da se vsi sklepi v bistvu že izvajajo. 2 sklepa sta pa takšna, da jih je v tem trenutku nesmiselno sprejemati. Torej, sklepi so predvsem bili povezani v tem smislu, da želimo, da se z projektom JEK2 nadaljuje. Glede na to, da vlada po enem letu komaj imenovala državnega sekretarja, na drugi strani pa negirala to delovanje državnega sekretarja s tem, ko v nacionalni energetski in podnebni načrt ne vključi jedrske energije, kaže dvoje, da nekaj govorijo, drugo pa delajo. Nas je strah, da za to zakonodajo in za to vlado še dolgo ne bo odločitve do JEK2. Ne nazadnje tudi, ko smo včeraj govorili o tem, da je potrebno čim prej izvesti referendum o JEK2, in ko smo poslance koalicije vprašali, kdaj bodo to predlagali, nismo dobili odgovora. Smo pa v koalicijskih poslanskih skupinah sprejeli svoj sklep, in sicer sklep, da dejansko podpiramo vse aktivnosti, ki jih trenutno vlada in pristojna ministrstva izvajajo za pospešitev JEK2, kot tudi to, da apeliramo na njih, da z aktivnostmi pospešeno nadaljujejo do končnega cilja. Slišali smo, da obstajajo posamezne ankete, ki nekako nakazujejo skoraj na 70% podporo projektu JEK2. Glede na včeraj slišano na odboru, verjamemo, da je v parlamentu več kot dvotretjinska večinska podpora, kajti le predstavniki Levice se niso opredelili do projekta JEK2, ostale stranke pa ga podpiramo, ampak eno so besede, druge dejanja. Mi upamo, da bo čim prej prišlo do referenduma in da bo celotna slovenska politika, torej tako koalicija kot tudi opozicija, pozvala državljane, da gredo na referendum in da glasujejo za to, kar je nujno potrebno v Sloveniji, to pa je JEK2. V bistvu beseda prav zares o referendumu ni tekla. Referendum, ko se bo odvil, mora biti pripravljen na takšen način, da se bo odločalo o konkretnem referendumskem vprašanju in ne o tem, komu je trenutna politika všeč in komu trenutna politika ni všeč. Torej, do takrat je potrebno pripraviti vse informacije, da se bodo lahko državljanke in državljani informirano odločali na referendumu. Ja, v besedah še dokaj solidno, ampak potem, ko trenutno vladajoča največja stranka govori v tem smislu, vsi za nazaj so vseh krivi, mi pa bomo vse rešili, se v poslanski skupini SDS večkrat spomnimo na
gospod Bratušek, gospoda Cererja in gospoda Šarca, ki so prav tako kazali z prsti vse, kako je bilo včasih narobe, ampak vidimo, da vsak nov obraz prinese manj konkretnih pozitivnih dejanj. Tako da upamo, da bo JEK2 tista stična točka, kot so bile na primer zadnje poplave, ko smo koalicija in opozicija stopili skupaj za nek resen projekt. Glejte, tako bom rekla, sodelovanje med koalicijo in opozicijo na tem vprašanju, sploh ne vem, zakaj o tem govorimo, do včeraj, pa verjetno bo po jutrišnjem zopet, ko jim bo to pasalo, bom čisto iskrena, zopet nekdo izrekel besede oziroma rekel, da v poslanski skupini Gibanje Svoboda in trenutna vlada nismo za to, da bi se s projektom JEK2 nadaljevalo. V včerajšnjem razpravi sem tudi sama povedala, da sploh ne vem, o čem govorimo in ne vem, zakaj bi stopili na neko skupno pot. Mi smo na poti, mi imamo jedrsko energijo kot potencial zapisano tako v samem volilnem programu, s katerim smo štartali na volitve, kot tudi v koalicijski pogodbi med vladajočimi strankami. Tako da sploh ne vem, kakšno večje sodelovanje bi bilo lahko v tem smislu. Je pa nekaj res, recimo mogoče sklepa 6 in 7, ki smo jih zavrnili in ki govorita, kdo vse bi moral biti vključen v delovno skupino, ki se ukvarja s tem vprašanjem na vladi, da je pač to še lokalna skupnost, pa predstavniki gospodarstva, podjetnikov in tako naprej. V tem trenutku je delovna skupina sestavljena iz strokovnjakov, iz pristojnih ministrstev, kjer se bodo ta vprašanja, ki jih moramo zapreti, da pridemo do končnega cilja, tole JEK2, ukvarjali s temi problemi. In v tem trenutku mislim, da politika nima pri tem kaj iskati. V to delovno skupino pa bodo poklicani takrat tudi gospodarstveniki, podjetniki in še prej zagotovo lokalna skupnost, ko se bodo vprašanja nanašala na njihovo pristojnost in bodo sodelovali kot neki občasni člani oziroma povabljeni na taka delovna srečanja. V poslanski skupini SDS z zanimanjem spremljamo dvoumne izjave predsednika vlade glede odločitve o JEK2, kajti ko začne govoriti o nuklearni elektrarni bloku 2, tako začne govoriti tudi o obnovljivih virih, skratka o soncu in o vetru. In po naših informacijah se trenutno predsednik vlade bolj nagiba k povišanju sredstev za vetrne in pa sončne elektrarne. Nenazadnje o tem priča tudi osnutek nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in pa zakon o energetski politiki, ki jasno kažeta, da je jedrska elektrarna v Sloveniji ne samo drugi blok, ampak tudi obstoječa na stranskem tiru.